Ja, jaz že nekaj let hodim v službo s kolesom, večinoma, ne izključno s kolesom. Zato sem se odločil, mogoče iz takih čisto strokovnih razlogov, ker sem precej bral o tem, kako v nekaterih državah je kolesarjenje na delo, tudi na daljše razdalje, povsem sprejemljivo. Jaz se vozim na delo 12 km, kar je približno 40 minut vožnje, kar je povsem primerljivo tudi z vožnjo z avtomobilom v jutranji kondiciji. Moram povedati, da sem se dolgo pripravljal na to spremembo, da sem najprej kombiniral vlak, kolo, potem pa, ko sem pa enkrat poskusil, sem pa videl, da v bistvu je to popolnoma izvedljivo, zelo prijetno in tudi skozi večino leta se to da izvesti. Ja, mislim, v teh letih, ko se vozim sem na delo, sem dobil tudi 2 otroka in je bilo treba malo prilagoditi ta način. Navadno mestno kolo ni več zadostovalo, zato smo se odločili, da smo v družini namesto drugega avtomobila kupili tovorno kolo, s katerim sem potem vozil otroke v šolo po poti na delo in jih nazaj grede tudi pobiral. Ja, zelo rada imata kolo. Jaz nisem hotel biti starš, ki silijo otroke v te razmere. Recimo tudi pozimi sem jih spraševal, a jima je prijetno, a je vzdržno ob nizkih temperaturah, ampak nikoli se nista pritoževala. Tudi dež nas je ulovil, ampak tudi na to se da pripraviti, kot na navadnem kolesu. Na tovornem kolesu je streha, jaz sem si oblekel palerino, sicer sem bil nekoliko moker, ampak je to neka taka dogodivščina, ki se zgodi in si zadovoljen v bistvu, kljub temu, da si moker, je to, da te na poti domov lovi nevihta, res ni nobena težava. Ja, teh prednosti je v bistvu neskončno. Jaz mislim, da vsak lahko najde vsaj nekatere od njih. Jaz, na primer, sem imel vedno težavo najti v popoldanskem času čas in voljo za neko fizično aktivnost, ko greš v fitness ali v telovadnico. In mi je v bistvu to, da sem odkolesaril 40 minut vsako smer, dolgo predstavljalo to v bistvu edino fizično aktivnost, ki je pa bila v bistvu ura pa pol kar take povišanega srčnega utripa, kar je bila dobra vadba za mene. Poleg tega so stroški kolesa toliko nižji v primerjavi z avtomobilom, da marsikdo, jaz mislim, da se niti ne zaveda teh prednosti. Nenazadnje pa tudi so ti okoljski vplivi, ogljični odtis, teme, ki postajajo čedalje pomembnejše v zadnjih letih, in tudi tu je kolo neprimerljivo boljše od avtomobila. To podporno okolje je tudi v mojem delovnem okolju, se pravi na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Tu je kolesarjenje zaposlenih spodbujano s strani vodstva. Nekako tudi pogoje se zagotavlja. Ko se pogovarjamo z kolegi iz drugih organizacij, imajo včasih že težave z varnim parkiranjem koles, to je sigurno predpogoj. Potem pa je tu neka možnost, da se preoblečeš, da se stuširaš. Tudi v našem podjetju je na začetku ta ideja, da moramo te prostore zagotoviti, bila sprejeta z nekaj skepse, ampak v bistvu smo razmeroma enostavno uredili osnovne pogoje in ugotovili, da mnogim zaposlenim garderoba in tuš tokom dneva oziroma tokom različnih letnih časov pridejo prav, ne samo za tiste, ki kolesarijo na delo, ampak tudi tiste, ki recimo so večji del dneva na sestankih, morajo se od enega do drugega sestanka osvežiti, in ti prostori sigurno so koristni tudi za take. Skrbi pa inštitut tudi za te, ki kolesarimo na delo, z organizacijo vsako leto spomladi servisa koles, ki jih uporabljamo za prihod na delo. Zjutraj pride serviser, prevzame naša kolesa, opravi pregled in hiter servis in ob koncu dneva so kolesa pripravljena in tudi to je ena taka enostavna, cenovno ugodna pobuda, ki jo že več let izvajamo in je zelo dobro sprejeta med zaposlenimi.
Inštitut ima eno manjšo floto službenih koles. Pred kratkim smo jo dopolnili tudi z električnimi kolesi. Ta kolesa se predvsem uporabljajo za dnevne poti, za poti na sestanke in so kar dobro sprejeta. Tudi s strani tistih zaposlenih, ki pridejo na delo z avtomobilom, da se lažje odpravijo na sestanke v mesto ali na bližnje inštitucije s kolesom. To jaz mislim, da je tudi nek vstop nekaterih do potem pogostejšega kolesarjenja. Kot osnova, ki jo mora delodajalec zagotoviti, da lahko zaposleni prihajajo na delo s kolesom, je ta osnovna infrastruktura, torej varno parkiranje kolesa, po možnosti pokrito, osvetljeno, včasih tudi je pomembno, torej nekako, da lahko varno pustimo kolo medtem, ko smo na delu. Poleg tega je treba oziroma je koristno zagotoviti tudi pogoje za zaposlene, da lahko ti pri prihodu na delo se preoblečejo, po možnosti stuširajo, pustijo stvari, ki so jih imeli oblečene, če so je bilo kolesarjenje daljše nekje in se nekako pripravijo na delo. Poleg tega je pa mogoče z različnimi ukrepi, z različnimi drugimi elementi spodbujati kolesarjenje. Od nekega osnovnega seta orodij za manjša popravila, sprotna koles, zagotoviti recimo tlačilko za zrak, zagotoviti neke druge pogoje. Včasih slišimo tudi finančne spodbude, da nekako vodstvo pokaže, da to podpira in da se potem tudi zaposleni, ki mogoče tehtajo o tem, ali bi se odločili za kolesarjenje, lažje odločijo. Infrastruktura je nekako tema, o kateri stalno govorimo. Mesta večinoma osnovno infrastrukturo imajo vzpostavljeno, medtem ko je izven mest, v zaledju, v manjših mestih ta infrastruktura pogosto pomanjkljiva, nesklenjena, tudi ne dovolj varna za kolesarjenje nekako širših krogov ljudi. Vemo, da nekateri ljudje kolesarijo v vsakih pogojih, tudi če infrastruktura ne obstaja, ampak želimo si, da bi pa kolesarili tudi drugi ljudje. Želimo si na kolesih videti tudi otroke, želimo si videti starejše ljudi in oni pa rabijo boljšo infrastrukturo. Glede tega pa mislim, da imamo še kar precej za narediti. Torej ta omrežja, ki jih imamo danes postavljena, bodo morala biti v naslednjih letih bistveno nadgrajena. Ja, kolesar je že po načinu gibanja v prostoru je izpostavljen, a ne? Je kot pešec, torej brez nekega jeklenega oklepa, giba se pa bistveno hitreje. In zato nekako je nekje vmes med vozili in med pešcem. In ta vmesna vloga seveda povzroča težave, zato ker kolesar se tudi sam včasih obnaša kot pešec, včasih kot vozilo in prehaja iz enega prostora v drugega in predvsem pri nekih stikih z motornim prometom, torej z avtomobili, ki so bistveno hitrejši, bistveno močneje oklepljeni, imajo to kovinski okvir, je kolesar seveda ogrožen. Zdaj, koliko je dejansko ogrožen, je seveda relativno. Je odvisno od samega kolesarja, kako agresivno vozi, koliko se izpostavlja, koliko je previden, je pa odvisno tudi od drugih udeležencev. In tu jaz vidim veliko razliko med mesti, kjer so kolesarji prisotni, in med tistimi, kjer je kolesarjev zelo malo. Tam, kjer kolesarji so, se tudi drugi, ti močnejši udeleženci v prometu bistveno prilagodijo,
prilagodijo hitrost, gledajo, pričakujejo kolesarja in je potem tudi kolesarjenje varnejše. Tako da z več kolesarji bodo razmere postale boljše za kolesarje, varnejše in tudi nekako primerne za širši krog uporabnikov. Ja, te stvari potekajo vzporedno. Vedno je dilema, ali moramo najprej zgraditi vso infrastrukturo, preden lahko začnemo promovirati kolesarjenje, ali lahko začnemo s promoviranjem in s tem spodbudimo gradnjo infrastrukture. Sigurno oba pristopa sta pomembna, oba se morata dogajati in mislim, da imamo v Sloveniji že kar nekaj primerov dobrih praks, ko ta promocija izobraževanja dosežejo širok krog in tudi dosežejo nek učinek, torej da vidimo več kolesarjev v prometu. Kljub temu, da mogoče infrastruktura sledi nekoliko počasnejše.